Spoštovane državljanke in državljani. 80 let mineva od napada nacistov in fašistov na državo, v kateri smo tedaj kot Slovenci živeli. Oblast je leta 1941 podpisala pakt s Hitlerjem, tako kot je sedanja slovenska oblast podpisala vrsto dokumentov in sklenila vrsto dogovorov, s katerim nas, Slovence, izroča na milost in nemilost globalnemu velekapitalu. Tako kot nas je leta 1941 Hitler zapisal uničenju, tako nas tudi sedanje milijarderske agende vodijo v obubožanje, bolezen in smrt. Tako kot so se naši predniki dvignili leta 1941, tako se mi dvigamo sedaj. Slovenci smo se znašli v prelomnem zgodovinskem obdobju. Preti nam, da bi nas po našem 1400 let dolgem postopnem dvigovanju v nacijo, svojo samostojno državo, na hitro podjarmili in potisnili v digitalno suženjstvo, v životarjenje brez človečnosti, brez veselja, brez ljubezni, brez ponosa. Dejstvo je, da smo v vojni, v uničevalni hibridni vojni, kjer smo Slovenci napadeni, tako kot je napadenih 99% ljudi na zemlji. In skupaj z nami napadena in uničevana narava in kultura. Smo v hudi zdravstveni krizi, izropani, pomorili so nam veliko naših najdražjih v domovih za ostarele, uničujejo nam mladino, večini so odvzeli možnost normalnega in pošteno plačanega dela. Vsiljujejo nam miloščino v obliki univerzalnega temeljnega dohodka UTD, za katero pa ne povedo, da so nam jo najprej ukradli iz naših žepov, večino vzeli za sebe, nam pa jo kanijo nalagati v ostanku kar vnaša strupeno brozgo cepljena telesa. Največja laž, s katero so se tako slovenski kot svetovni politiki prekršili zoper človeštvo in človečnost, je laž glede vzrokov bolezni in smrti. Desetletja se viša delež rakastih obolenj, avtoimunih obolenj, alergij, avtizma in drugih nevroloških obolenj, zaradi nuklearnih sevanj, elektromagnetnih sevanj, glifosata, fluora, tuberkuloze, lakote, revščine. Nekaj desetletij pa so globalisti pripravljali in konec lanskega leta sprožili pandemijo tako imenovanega koronavirusa. Gre za 6. poskus v 20 letih sprožanja pandemije, motivirane ne samo s pohlepom po bogastvu, ampak predvsem z ambicijo vzpostavitve diktature globalnega kapitala. Od slovenskih politikov, akademikov, zdravniške oligarhije dobivamo samo laži. Podkupljeni mediji po enakem vzorcu, kot v večini držav sveta, tudi pri nas zastrupljajo s propagando. Ena redkih oseb, ki se je z resnico prebila v javni prostor družbenih omrežij in omrežij prijateljskih srečanj, je Anica Vidar. Spremljam pozorno njene nagovore in je strateško pravilno in v ljudem razumljivem jeziku sporočila tisto, kar bi nam morali ljudje na oblasti, pa nam ne. Predvsem to, da smo v vojni, da nas ukrepi dušijo in uničujejo in da zahtevamo vzpostavitev človeka vrednih razmer v naši državi Sloveniji. Čas je za povezovanje in sodelovanje. Tudi za kritičen pogled nazaj, a ne zaradi obtoževanja posameznikov in za razpihovanje medsebojnega sovraštva. Čas je za kritiko in za samokritiko. Nihče od nas ni brez napak. Večinoma smo se odločili za povezovanje z Evropsko unijo v dobri veri. Resnici na ljubo, leta 1991 nismo imeli drugih možnosti in povezovanje z Evropsko unijo je prineslo dejansko marsikaj dobrega, tudi prevzem evra. A zadnje obdobje je pokazalo, da so ves čas globalistične sile v ozadju imele svoje načrte s Slovenijo in z nami. Na dan so prišli dokumenti, ki kažejo,
da se je že leta 1975 začela krepiti globoka jugoslovanska država, katere akterji so sodelovali pri prisvajanju več kot 160 milijard dolarjev in razporejanju tega denarja v jugoslovanskih bančnih izpostavah v tujini. Kasneje je prišlo do sodelovanja z globoko državo ZDA, Evropske unije in NATO. Razplemtel se je balkanski kriminal. Kontrolni nadzor nad slovenskimi podjetji, gozdovi, vodnimi viri so si prigrabili Habsburgi, Vatikan, tujci in v tujce preoblečeni ukradeni kapital. Sedaj smo prisiljeni resnici pogledati v oči, kajti globalisti niti ne skrivajo več svojih načrtov. Uničiti nas hočejo s pomočjo podkupljenih državnih oblasti, akademikov in nevladnikov. Rešitev vidimo v takojšnji spremembi upravljanja naše Slovenije v naše dobro. Država mora delati za nas, ki smo tu doma, ki imamo tu prednike in otroke. Imamo svoj ponos, ne preziramo nikogar, ne glede na nacionalnost, vero, raso, prepričanje, spolno usmerjenost. Iz vseh funkcij pri upravljanju države se morajo oddaljiti vsi dosedanji politiki in drugi funkcionarji, ki so lagali ljudstvu. Vsi. Kratkoročno zahtevamo postavitev tehnične vlade in dajemo Državnemu zboru in Državnemu svetu možnost, da jo imenujeta po predlogu, ki ga bo oblikovala volja ljudstva. Zavedamo se, da zgolj menjavanje oseb v okviru nespremenjenega sistema ne more prinesti boljših rešitev za večino državljanov. V nadaljevanju bomo predlagali institucije upravljanja države s parlamentom na čelu tako, da bodo institucije mogle in morale delovati za ljudstvo, ne pa za globaliste. Ljudje po vsem svetu se ozaveščajo in v sodelovanju bomo zmagali v boju za vzpostavitev pogojev za dobro življenje državljanov, v dobro delujoči družbi in v zdravem naravnem okolju.